V prvi oddaji 8. sezone Spoznajmo jih. Danes imamo zelo veliko čast, da lahko intervjuvamo našo evropsko prvakinjo v tekvandoju, Tadejo Sušec. Pozdravljena, Tadeja. Zdravo. Sem zelo počaščena, da te lahko izprašam par vprašanj, ki nas vse zelo zanimajo. No, prvo, pa kdo te je navdušil za ta šport? Za ta šport me je navdušil moj brat, ker je pred mano začel trenirati in sem videla, da z veseljem hodi na treninge. In vedno bolj, ko sem hodila na treninge, sem ugotovila, da je zelo zabavno in zato še danes treniram. Torej sta z bratom povezana? Ja. Ali bi ta šport opisala kot hobi ali strast? Jaz bi rekla, da je to bolj kot strast, ker lahko dam vse probleme na stran, pa šolo na stran in se tam sprostim. Ali si kdaj razmišljala, da bi odnehala? Če da, zakaj? Jaz mislim, da imamo vsi športniki kdaj tak trenutek, da bi odnehali zaradi naporov, pa vidimo, da naši prijatelji se zabavajo, pa kdaj tudi spustimo, pa se odpovemo stvarem zaradi treningov. Tako je, vsi imamo faz. Prosim, poveš, kako je potekalo tekmovanje, kjer si postala evropska prvakinja? Potekalo je v Kopru, bili so tekmovalci iz skoraj vse Evrope, jaz sem se pa borila z 2 Ukrajinkama, eno Grkinjo in Bolgarko. O, super! Kdo pa je bil tvoj najtežji borec? Jaz bi rekla, da je najtežje bilo v finalu z Ukrajinko. S tabo se pogovarjamo kot z evropsko prvakinjo. Ali se spomniš svojega prvega odmevnega športnega dosežka? Moj največji športni dosežek je bil lani avgusta v Istanbulu, ko smo imeli evropsko tekmovanje iz kickboksa in sem zasedla 2. mesto. Bravo, ti si pa kar dobra. Stereotip pravi, da so borilne veščine namenjene samo moškim. Se strinjaš s tem? Jaz se s tem ne strinjam, mislim, da smo vsi enakopravni in tudi na treningih, ko se borim z nasprotnim spolom, opažam, da ni vse v moči, ampak je tudi v hitrosti in kakšno tehniko imaš. In tudi tako je prav. No, to je za danes vse. Hvala, Tadeja, da si se mi pridružila pri tem intervjuju. Zelo sem vesela, da smo te lahko mladi novinarji bolje spoznali. Še veliko uspeha ti želim. Hvala. Vam gledalcem pa lep pozdrav do prihodnjič. Z vami sem bila novinarka Neža.